tam na 15 km, kjer se mi je zdelo, da je ta naš ritem v prvi skupini prepočasen, pa sem rekel, potegnem. Pa po 200 metrih vidim, da mi nihče ne sledi. Pa sem rekel, bom potegnil, pa še bom. Pol pa ravno zaradi tega strahu na spustih sem pa tiščal, na koncu pa mislim, da sem prišel s polurno prednostjo. Mitja, živijo, pozdravljen. Ja, živijo. Vem, da si v teh dneh noro zaseden, tudi zdaj sem te dobil med eno in drugo obveznostjo. Zelo mi je všeč, da si se utrgal turco časa. Hvala ti, da si se odzval vabilu. Malenkost mi je v veselje. No, ko je bo prebila let, jaz sem že pošpegal na tvojo stravo, jasno, ampak večino najnega gledalca, poslušalca morda še ne. Si danes že tekel? Ja, sem. Zjutraj sem si zgodaj vstal in tudi, da sem se izognil temu vročinskemu valu, sem odtekel svojih dobrih 15 km po gričih okoli Izole. Tako pred službo in potem z večjim zagonom, z več energije v delovni dan. No. Kako pa vročino prenašaš ti kot ultratekač, recimo? Mislim, stvar je fizična in mentalna, tako kot tudi sicer pri ultratekih. Se poskušam izogibati tem najtoplejšim uram, če pa že moram, pa ne vem, so druge prilagoditve. Predvidevam, da se telo že nekako mentalno navadi in nekako gre skozi. Potem pa čim več hidracije, prilagoditev, ne vem, oblačila in podobno. No, pred pogovorom sem te vprašal, kakšne so temperature na obali, sem pričakoval številke v visokih 30-kah, pa si rekel, komaj 31, pa si rekel, kaj za vraga, lazim v hribe, mar bi šel na morje, a morje pa zakopati ni najbolj osvežujoče, praviš, ali pač? Res ni. Včeraj zvečer sem ga preizkusil, zdaj je bilo predvsem malo časa v zadnjem tednu, dveh, in ja, je pasalo, ampak ni bila prava osvežitev. Potem bo treba si poiskati osvežitev še v bližnjem baru. No, jaz če nisem namakal na morju, sem se osvežil v bližnjem baru, tako nekaj malo skupnega, in da ne začenjam dolgoveziti, pa tebe opisovati, pred tabo si vendarle predstavnik sedme sile in te stvari ti grejo zelo dobro od rok, vešci peresa in opisovanja tako stvari kot ljudi. Kako bi pa sebe na kratko opisal? Torej večplastno, tako kot vsak od nas ima, če vzamemo profi, je veliko aktivnosti in deluje na več nivojih. Zgodovinar po izobrazbi, novinar po spletu okoliščin in srcem pa pri teku in tudi še zmeraj kolesu, ki je bilo moja prva ljubezen. V redu, super. Lepo si začel. Jaz bom, če dovoliš, še kakšno stvar dodal. Za začetek, spoštovani in cenjene, v 48. epizodi vašega omiljenega tekaškega podcasta Zagret za tek se mi je pridružil ultratekač, novinar Mitja Volčanšek, Izolan, ki teče zadnjih, če se ne motim, 12-13 let, je na ultrasceni prisoten od leta 2014, v tem času pa je pribeležil kar nekaj izjemnih dosežkov. Kot prvi Slovenec je tekel na znamenitem Leadville 100 v Koloradu, v rekordnem času v teku slovenski del Evropske pešpoti E6, iz Izole je tekel na Triglav, teče in tudi zmaguje pa na ultrapreizkušnjah po Sloveniji, v sosednjih deželah in tudi čez lužo. Letos si je zadal v enem kosu preteči 280 km trail Julijana okoli Triglava, a mu je vreme preprečilo zaključek. Vsestranski in izjemno celovit tekač, ki tekaške copate redno menja tudi za kolesarske čevlje, v najboljša ultraška leta, po mojem mnenju, nedvomno šele prihaja. Torej, Mitja, a sem se kaj zlagal?
Ja, upam, da vse drži sploh ta zadnje. Pri rosnih 42, mislim, da bo letos 42, če se ne motim, v maratonskih letih, tako si idealen material, da se izdelaš vrhunskega, še bolj vrhunskega ultraša, kot že si. No? Ta prvi mi boš pa eno stvar odložil. No? Ko sem brskal v tvojih rezultatih, sem naletel na en termin, ki ga boš zdaj na enem poslušalstvu in gledalstvu razložil. Kaj je to istrski tovar? To je pa v bistvu pogruntavščina kolega Edija, pač tekaškega in siceršnjega kolega, smo se precej družili in to v bistvu njemu se zdela pač zanimiva fora, ker se vsi vedno več ali pa večina tekačev pač se hvali z nekimi klubi, z neko pripadnostjo, pa smo tudi mi rekli pač, mi pa smo pač eni osli. In imamo tak neuradni pač tekaški klub, ki to ni in se pač, jaz pač nekaj kolegov, ko se prijavimo na tekme, se pač prijavimo pod tem imaginarnim društvom. Tako se nam je zdela zanimiva fora. Moram reči, da smo kar nadpovprečno uspešni. No? No, če ste v ta pravi uslički, jaz ste trmasti, bolj kot pol očitna konkurenca, ne? Ker beležite super rezultate. No, zdaj si mi dal idejo, da bom jaz kakšnega Gamsa si posvojil za svoj kakšen novi klub ali pa Kozla, čeprav to mi tudi pravi, da sem že predvsem, ko posedam v kakšnih barčkih, ampak pustimo to za drugič. Prej si omenil, preden si bil tekač, si bil kolesar. Se pravi, si vzdržljivost in nožno moč že krepil na kolesu. Kako si se ta vzdržljivostni šport podal? V bistvu je bilo, mislim, da konec drugega. Sploh nisem imel pravega kolesa, pač neko trekking kolo, čisto običajno in pač je bil bolj kot ne izziv. Pač prijatelj me je izzval, da so šli, mislim, da so takih 40 km prevozila in čeprav sem bil zelo zmatran in potem so me stegna bolela še cel teden, se mi je zdelo pač ful dober občutek je bil, da sem sploh zmogel. Potem se pa začel nadgrajevati. No. Potem se je začelo tako, da sem večkrat tedensko vozil, potem pa če dalje bolj redno. In ne vem, po enem letu sem kupil specialko in potem se od tam naprej se je samo še nadgrajevalo. Pa tekme, pustolovščine, pravzaprav tudi slovenske ceste, pravzaprav ne vem, Julici in podobno, ponujajo pač veliko takšnih priložnosti, da lahko izživiš pač različne sanje na tem področju. Koliko Franj si odpeljal? Začel, v bistvu ena prvih dirk je bila Franja, mislim, da sem 4 ali 5 sem jih odpeljal skupno. Pa niti ne slabo, glede na to, da pač mi ne ustrezal takšne hitre trase, ampak moram reči, da zadnja leta sem se že kar mal bal. No. Mislim, veliko padcev, visoke hitrosti in nekako sem videl, da to ni to. No. Pa sem se potem pač sem se raje usmeril, ne vem, te vzpone, pač te dirke, pa nekaj teh kolesarskih maratonov v tujini, ker je bila vseeno pač večja razdalja, pa vseeno bolj umirjeni štarti in nekako bolj varni. No, kolesaril si potem kar neki dlje, dolga leta. Jaz poznam cel kup tekačev, ki so se transformirali v kolesarje, silom prilike ali pa tudi tako. Bistveno manj kolesarjev, ki so prešaltali nazaj na tek. Kaj je pa tebe zvabilo iz kolesarskega sedeža na tekaške copate? V bistvu smo zlasti po zimi kar pogosto trenirali skupaj s triatlonci. Moramo omeniti tudi to športno društvo Pri športi iz Kopra. Pač dobri kolegi, se pravi, večkrat smo skupaj potem odkolesarili sploh kakšne te zimske runde in
nekako so mi namignili, pač, da mogoče pa imam potencial, da bi lahko poskusil, pa mogoče tudi užival potem v teku. In ja, zdaj mislim, da je bilo 2009, ko sem prvič poskusil, to je tudi zanimivo, no. Pač, da sem se spravil v tekaške čevlje, ne vem, iz nule, v bistvu sem v 2 mesecih se natreniral za polmaraton in sem ga potem sicer odtekel tudi zelo dobro, s tem, da sem potem, mislim, da še 1 teden šepal. Ampak tvoj tekaški, rekel, talent se je vsem pokazal, oziroma dobra podlaga je že bila, ker si naslednje leto, če se ne motim, laufal že maraton v Ljubljani s fantastičnim časom 3:02 tam nekje. To je pa že terjalo malo več treninga, ali si se še zmer, bom rekel, malo pošlepal na tiste kolesarske kilometre? Takrat je bilo v bistvu pa drugače, hvala, v bistvu si se zelo dobro dokumentiral. V bistvu takrat sem še nekako pol, no. Ja, mislim, vse to mi je ostalo v bistvu ta črv, mislim, ker sem si želel pač vsaj, da bi odtekel maraton pod 3 urami. Sem imel še en preizkus, ko mi je zmanjkalo nekaj sekund, ampak roko na srce, preveč dela in preveč dolgočasnih kilometrov po ravnini in po asfaltu bi terjalo za kaj takega. Tako da zaenkrat je to še ostalo nekje med željami. No, se pravi, neporavnane račune, imaš cesto v redu, to je v redu, no, nekaj te more še malo tam zadnji praskati, zato da vsem se spraviš v kakšno stvar, kakšno tako, no, se pravi, maraton 3:02 ali pa maraton 2:59 v končni fazi, ali pa 3:00, 2:59, jaz imam kolega, ki je tekel, ja, tudi 3:0 pa par sekund, pa sem rekel, kako se je počutil na cilju, ne? Če je bilo za žile rezati ali pa ne, pa je zelo stoično to prenašal, ne? Čeprav se je videl malo bolečine v njegovih očeh, pa sem ga potolažil, da sem bral blog nekega Japonca, ki je maraton tekel 3:00:01, pa ni naredil harakirija, tako da so še hujši nesrečniki tam na svetu. Ne hecam se, jaz vem, da na tvoje čase trenutno na ultra preizkušnjah, če to prevedem na maratonske čase, bi jaz rekel, če bi te spustili na maraton, ravno spočiti, ga ne bi bil več usliček, ampak kar konjiček, no, je bil zelo blizu teh 3 ur. Mi je bila ena stvar všeč, enkrat si rekel v intervjuju, ravno z tega prehoda, z tvojega kolesarskega udejstvovanja, potem bolj v tekaški, si rekel, pa večkrat slišim, rekel, kolesarji ali pa triatlonci, ki pravijo, ja, jaz sem šel na kolo zaradi tega, da dlje pridem pa več vidim. Ti si rekel, jaz sem šel pa na tek zato, da gre vse skupaj malo počasneje, pa da več vidim. In to se mi zdelo totalno fantastično, res super, ne? Kaj si hotel s tem povedati? Po pravici povedano, se ne spominjam, da bi tega povedal, ampak ja, je drugačno dojemanje zlasti trail. Mislim, zlasti pač gorski tek oziroma stezičenje v primerjavi s cesto in še bolj v primerjavi s kolesom. Tudi moram reči mimo grede, da zdaj, hvala Bogu, mislim, pozdravljam, da je ta euforija okrog kolesarstva, je pa še dalje bolj nevarno, oziroma vsaj na slovenskih cestah, pa tudi sicer tudi v tujini je vedno več prometa in se tudi sam poskušam pač izogibati v tem najbolj prometnim cestam. Se pravi, ja, cestno kolo verjetno manj, zdaj imam še makadamarja, tako da malo kombiniram. Je pa, ja, tako kot si omenil, kot si mi recitiral, pač pri trailu ne gre samo za hit, oziroma seveda je tle zmeraj neka taka zdrava tekmovalnost, pa pač ambicije, ampak je tudi en zelo velik odklop. Že to, ne vem, da pač si v tisti naravi občuduješ, ne vem, zjutraj po kakšnem dežju, vonjave, tako ne vem, čisto drug svet. Malo bolj ceniš to, kar imaš okoli sebe, pač te majhne stvari in lepo je. Perfektno si to povedal, ja.
točno to, no, sej, prednosti kolesa na eni strani so dejansko ta, da greš lahko daljne dežele, ampak po drugi strani se ti pa vse preveč hitro odvija pred očmi, pa moče v tej hitrosti, ki je že tako preveč dan današnji, ne, včasih mačken počasneje iti boljše. Ja, jaz sem tudi človek, ki ceni to, kar si povedal, ampak kolo je še zmeraj sestavni del tvojih treningov, menda to, kar redno počenjaš, ne vem, na 3 dni, 4 dni, na hitro sem pogledal tam na Stravi, tvoj gravel oziroma tvoj makadam, kar je v pogonu veliko kolesarskih kilometrov, da ne toliko kot tekaških, ampak vseeno je to, se pravi, z ljubezni do kolesa, rad se voziš, ali je to tudi nekako za regeneracijo, v izogib poškodbam, v pretreniranosti na tekaških stezah? V bistvu, kot si povedal, jaz mislim, da oboje. No. Še zmeraj je eno veselje, eno ljubezen do tega načina gibanja in pa način, da se ne prekurim, da nekako poskrbim za sklepe, vezi, da se ohranijo pač še dovolj prožne, spočite, tako da sem potem pripravljen tudi za takšne močnejše tekaške treninge. Tako da mislim, da je ena taka zdrava kombinacija, pa kolikor vem, nas je kar nekaj takšnih tekačev, ki pač to pač imamo kar prakso, da to kombiniramo in mislim, da se kar pozna kot uspešno. No, mislim, da glede na to, da mi je še atletinja Maruša Miš-Maš dejala, da občasno vključuje kolo svoje treninge, pa ona je res deklica za nasteze, potem očitno ste vi kombinirani tekači in kolesari na pravi poti. Zanimivo, da v sodobnih časih ni več tekmovanj v duatlonu, to bi bila recimo disciplina pol za vse vas, ki ste dobri v obeh športih, ampak to je kar nekako zamrlo, se mi zdi. No, ampak, ok, ti si začel klasično, si šel na cesto, si tekel, potem si enkrat zavil v gost, v hrib in si bil zasvojen od tega trenutka naprej za trail tekom. Ali bo kaj drugače? No? Zelo kmalu potem si se pojavil tudi že v resnih nekih ultra preizkušnjah. Ja, mislim, stvar je v tem, nekdo pač zunanjo pozornost bi rekel, da sem morda začel prehitro, ampak sem imel res veliko podlage, kakovostne podlage pač v kolesu, tako da meni se ni zdel pač tako radikalen potem preskok, ampak bolj neka nadgradnja. Je pa res, ja, da v bistvu 2012 sem bil, ali celo, eno leto prej na prvem gorskem teku, sem videl, da ne bom rekel z lahkoto, ampak sem presenetil samega sebe, kako sem lahko pač pariral tem izkušenim gorskim tekačem. Potem pa sem pač začel nadgrajevati z daljšimi razdaljami, naredil mogoče napako, šel takoj 2012 na gorski maraton 4 občin. Tam sem potem na spustih dobil takšne žulje, da se mislim, da en teden nisem mogel hoditi. Ampak vseeno mi ni odvrnilo, oziroma sem noter padel in kar nisem mogel odnehati. Pravzaprav sem gradil in potem eno leto kasneje sem se vrnil pod Brdo, ampak tokrat ne na maraton, ampak sem v bistvu opravil ta krog kar 3-krat. Tako da je bilo kar zanimivo. In nekako takrat sem videl, da mi to leži. Ja, kljub GM4 ekstremno, če se ne motim, ja. Jaz in koga nisem drznil narediti, no, čeprav se mi zdel tistih 24 ur taka meja, za katero moraš biti res dobro pripravljen. Koliko ur si ti rabil za 3-kratni krog? Zdaj na pamet mislim, da nekaj pod 21 urami. Fantastično. Ja, mislim, ampak je bilo, vse skupaj se je poklopilo, pač počutje, vreme, družba. Jaz se še spomnim, mislim, vse to ti ostane potem v končni fazi takšnih pustolovčin. Pač, to druženje, ne vem, je Joško Skobler, pač oče gorskega maratona, je posebej prišel, da ne pozabim, je še Maja Peperko v bistvu,
je z mano se lotila tega izziva, je pač za ženske je Dvojni, ja. dva upravljena kroga, tako da prva dva kroga sva skupaj. Pa Joško me je potem sprejel in častil tam v podružni cevalnico, je bilo ob vsaki uri na voljo. Pol pa Marjan Zupančič me je prišel podariti prvi del. Peter Žnidarič, ki je z mano tudi, mislim, zadnja dva kroga, se pravi, ne vem, 15 ur, potem sem ga imel že poln kufer. Ampak vse se je poklopilo in ne samo pač, da sem jaz užival, ampak je res bila ena taka pozitivna energija z vseh strani. No. In take stvari ti potem ostanejo in te tudi motivirajo za naprej. No, začel si očitno na najboljši možen način z najboljšimi možnimi ljudmi okrog sebe. Nekje sem tudi zasledil, ko si rekel, preden sem 100, potem si šel v Istro na 100 mil in tako naprej. Preden si s tem prvič resno upravil, si mogel tudi še odstopiti in se na tem učiti. Zdaj, poprečen ali pa običajen cestni tekač, kot sem jaz, na polovičkah na maratonih redko odstopi, ker tam se že nekako privlečeš do cilja tistih par ur gor ali dol, ampak v hribih na teh dolgih razdaljah pa ni več temu tako. Tle se pa začnejo lahko resne težave in tle, če greš z glavo skozi, je lahko zadeva tudi usodna, tako rekoč. Ti si, meni je všeč tvoj pristop k temu, ko si rekel, moraš prepoznati, kdaj recimo greš lahko predaleč in se ustaviti. In to si doživljal že, ko je na način vstopil v ta ultrasvet. Ja, res je. Če se drzem eno primerjavo, to je tak ples, eno poplesovanje, eni zelo tenki črti, v bistvu na nek način ves čas pomalo trpiš, ampak tudi uživaš. In ko tisto trpljenje preseže užitek, je mogoče bolje zaključiti. Zdaj, to zveni malo poenostavljeno, pa nekateri bojo rekli, potem pa bo takoj konc. Ni v tem, ampak mislim, da vsak sam, če se obrne navznoter, če dobro pogleda, da ve pač, kdaj lahko gre naprej in kdaj je pa, ne vem, odstop, tista prava odločitev, s katero se bo izognil nekim hudim poškodbam, travmam in podobnemu. Ker vendarle ultratek, če govorijo zdaj 100 km, 100 mil in tako naprej, je stvar, ki močno načne, rekel, psiho, pa še bolj fizično stanje, rekel, posameznika. Je tako. Zdaj, kako narediti, ti si izkušen, rekel, ultraš, jaz sem veliko razmišljal o tem. Zdaj, govor, da so ultrateki zdravi, bi bilo tako, recimo, da to dvoje težko damo v isti stavek, po drugi strani pa sem rekel, če to obrnemo, kako narediti ultratek, ki je dosti zahteven, čim manj nevaren za človeka, saj fizično, pa tudi psihično. Se pravi, kako zdaj pristopiti k eni taki 100-kilometrski dirki, pa si narediti čim manj škode, zato da si potem še naprej funkcionalen. Ja, postopnost in vztrajnost. V smislu pač, jaz opravim vsaj 5 do 6 treningov na teden, tako da pač tle ni goljufanja. Tle moraš pač nabrati kilometre, ure teka in tle pač ni bližnjic. Tako da to je osnovni pogoj. Pač mislim, da za vse tekače, da to sploh ni vprašanje, pač hrana, mislim, da se telo tudi nekako začuti, katera hrana je tista prava, ki ustreza, potem so kakšne pa specifike, pa vsak si malo prilagodi okus. Pač specifični treningi, ki pa tudi ne smejo biti predolgi, ker potem v bistvu si še bo zmatran, pač ni tistega učinka. In na koncu mislim, da pač volja, izkušnje, mogoče kakšna družba, mogoče si zadati za prvo ultro, no kot prvo postopnost, se pravi mogoče najprej preteči gorski maraton,
potem kakšno, ne vem, 60-70 km progo, potem 100 in potem 100 milj, če je to želja. Oziroma, če je to res prava želja, pristna, ki je ne motivirajo neki zunanji dejavniki, ne vem, všečki na Facebooku ali Instagramu, potem bo že počakal in bo dovolj časa za vse. Predvsem pa pač se človek ne sme ozirati na druge, ampak na to, kar hoče sam doseči in pač se vprašati, zakaj ga to veseli. To je moja nakrata. Bravo, no, najti neko intrinsično notranji pogon, nekaj, kar te dela takega, da to hočeš početi. No, sej, eno vprašanje sem tukaj približeno, pa bom preskočil vrsto, pa te zdaj vprašal. Ne? Ali ti misliš, da si tako dobro ultraš postal zaradi tega, ker si imel to željo v sebi že prej, se pravi, tak si po naravi in si to skozi tek izrazil, ali obratno, ne? Ali si skozi tek zdaj postal bolj trmast, ustrajen, vzdržljiv, ne? In ti si na drugi strani pač nabildal neko osebnost svojo, si jo spremenil skozi tek. Katera stran misliš, da je bolj prevagala? Ne? To je kot vprašanje o kurenju jajcev. Tako nekako je. Jaz mislim, da je, pač govorim zase, da je tako. Da je neka ta strast ali pa tudi v bistvu sposobnost že prirojena. Pač potem pa s treningom, z izkušnjami se pa to dopolnjuje in se tudi vrača na drugo stran. Se pravi, da več teko, kot da skozi, več ciljnih črt, ki jih prečkaš, to ti sam pač doda na volji, morali. Tako da mislim, da je to prepleteno. No? Bi težko izluščil, kaj je kaj. To je bilo malo provokativno vprašanje. Zanalašč sem te to vprašal, da vidim, kaj boš rekel. Da boš rekel, trmast sem bil že kot otrok. In edini način je bil, da sem se pa zgonil skozi šport. Ampak ja, trmasti smo bili vsi kot otroci, tako da pa nismo vsi ultratekači. Ampak ti pa si, nanizal si to veliko že dobrih, rekel, dirk, zanimivih dirk. Se mi zdi, da kot nalašč zmeri izbereš kakšno novo dirko, da sicer se ne vračaš veliko krat na iste terene, ker je toliko novih. Ne vem, tam sem gledal tvojo statistiko, Istra, Lavaredo, Vipava, italijanski traili, Valamar, Pol Amerika in tako naprej. Se pravi, iščeš zmerno nove izzive, te vleče zmerno na nove terene, ali imaš tudi kakšno ljubo dirko, kjer se pa vseeno vračaš? Definitivno si te zadeve v črno. Mislim, pač tek je tudi za mene tako odlična priložnost, da spoznavam novi kraje, teren, pač tudi izgled. Tako da ja, mislim, če bi se moral zabetonirati pač nekje v iste trase, iste terene, tudi brez zamere poslušalcem in gledalcem, iste ljudi, potem bi mi presedlo. Tako da mislim, da je pač čim več tega. Seveda pa so kakšne pač priljubljene trase ali pa dirke. Recimo Lavaredo, sicer sem ga samo enkrat, ampak ta sem jo res vtisnil v spomin. So res krasna pokrajina, tudi organizacija. Po drugi strani pa recimo te ameriške dirke, jaz v bistvu zdaj komaj čakam, da bo ta korona mimo, da se bo dalo spet bolj resno pa bolj normalno potovati. Tam imajo recimo čisto drug pristop, veliko bolj sproščen, veliko manj ljudi na štartu. Je vse tako bolj, kot da bi organizirali pač nek vaški tek, čeprav je to tek na 100 milj. In ne, tako posebno vzdušje, pa se mi zdi, kjerkoli sem bil pač v Ameriki, tako da. Ali pa mogoče bi kaj od tega načina pač uvozili še k nam. Bravo, vidiš to. V Ameriki te bom podrobneje poprašal, ampak prej mi moraš še povedati, zmagal si v Valamarju recimo. To je resna dirka dol na Hrvaškem, ne? Se pravi, si bil izvrstno pripravljen, tam konkurenca ne v Istri, ne pri nas, če so že pri tem nikoli ni slaba, no, in ti si tja prišel, odnesel si zmago, vendarle so te zdaj začeli že gledati malo
mal, bom rekel, z večjimi očmi, pa se rekel, Volčanšek se pa ne heca več, ali kako, ali si bil že prej, ali je ta krog, rekel, favoritov toliko širok, da praktično lahko kdorkoli zmaga, ker so dirke nepredvidljive. To zadnje je res, pač, da vsaka dirka je zgodba zase. Drži pa tudi ja, da je bila kombinacija pač, moje pripravljenosti, očitno mi je tudi teren ležal, ker pač to moram priznati, doma sem z mesta, z morja in v primerjavi pač s temi res najboljšimi ultratekači sem malo počasnejši na spustih. Tako da ta mogoče tega gepa, ta razlika ni bila tako očitna, tako da to je bila za me prednost. In ne vem, pač dobro sem se počutil, predvsem pa sem, no, tako kot si omenil, konkurenca je bila tudi kar močna. Predvsem pa sem zadovoljen, ker sem v bistvu zaradi načina samega dirkanja. Mislim, da sem tam na 15 km, kjer se mi je zdelo, da je ta naš ritem v prvi skupini prepočasen, pa sem rekel, potegnem. Pa po 200 metrih vidim, da mi nihče ne sledi. Pa se rekel, bom potegnil, pa še bom. Pol pa ravno zaradi tega strahu na spustih sem pa tiščal in tiščal in tiščal. Na koncu pa mislim, da sem prišel s polurno prednostjo. Pa če se lahko malo pohvalim, potem sem gledal tudi, je težko primerjati sicer čas iz različnih edicij, ker so vremenske razmere, temperature, drugega drugačno. Ampak mislim, da je bil črljiv čas zmagovalci iz prejšnjih let in to so bila tudi Toni Vencel, Marjan Zupančič, tako da mislim, da takrat se je res vse poklopilo in je bil en tak vrhunski rezultat. Bravo, to pa že prva liga, no? Prva liga slovenskega ultra traila je na vse zadnje, kot si rekel, ja, doma si z obale. Zadnjič mi je kolega Andrej z Dolenjske, ko so po Nemblejskem trailu harala potarnal, da je doma z Novega mesta in doma do prvih resnih hribov 1 uro. Je rekel, to ni pravično, je rekel, vi na Gorenjskem imate hribe se pravi za bajto, na Štajerskem tudi, je rekel, še na Primorskem, in se vaj pogledal, ja, Volčanšek stopi iz hiše in gre praktično v hrib, kar bi mrci kakšen, rekel, iz zaledja skoraj da ne verjel, ker imam v glavi, se prideš na morje, pa je ravnina in vse skupaj, ampak delč od tega, tvoj playground iz Izole gor je, vsakič naklepaš 500 višincev, če narediš samo, 10-15 km, je tako? Ja, glede tega imam kar srečo. Pač niso isti klanci kot pri vas. Okay. Odsekam, ampak jaz mislim, da pač je to čisto dobro kompromisno. Vse v končni fazi, ne vem, Nizozemci so dobri kolesarji, pa nimajo nobenega klanca. Tako da je to verjetno bolj slab izgovor kot kaj drugega. Ja, pač prilagoditi se je treba, ampak mislim, da če je volja, se da marsikaj, no. No, dajva čist malo risati za najeno občinstvo, dragi Mitja, tako vrhunski ultraš, kot si ti, mora tudi veliko trenirati. Prej si rekel, da treniraš, da pač vsak dan si aktiven, ampak ne vem, koliko je to? To je 100 km na teden, to je, ne vem, 3, 4, 5 tisoč višincev, da malo riševa za tiste, ki željno zdaj zapisujejo v blokce. Kaj moram pa narediti, da bom enkrat zmagal na enem večjem hrvaškem trailu, recimo? Bom tako čez palec rekel, poskušam držati, se pravi, tekaško, da je tam nekaj 80 do 90 km tedensko, pa recimo še do 100 km kolesa. To je oboje, pač v istem tednu, pa da vse skupaj pride vsaj na 4000 višincev. Poleti mogoče, pač, če je možnost iti v hribe, potem še malo več. Nekaj pri tem smo, no, pa bo rekel tam, zdaj razpon je lahko od 9 do 15, tudi če je veliko časa tudi do 15 ur na teden, ampak ponavadi manj, se pravi, tam nekaj 10 do 12 ur, no, tedensko. Kaj pa je tvoja recimo najdaljša razdalja, ko se recimo pripravljaš za neko 100-milsko preizkušnjo? No? Velikrat me sprašujejo, zdaj, koliko pa moraš, eni mislijo, da mora prerafati kar 100 km v kosu za tako dirko, drugi pravijo, da več kot 50 ne. Kakšen je pa tvoj recept, recimo? Zdaj ne bom solil pameti, ker pač vsak človek je zgodba zase. Zame sem videl pač, to je
gre vedno za trening glave in telesa. Ni pa smiselno, po mojem, pač, da se toliko uničiš, da bi potem pa moral zaradi tega takega treninga izpustiti za več dni ali celo tedne nadaljne treninge. Jaz mislim, da je pač neka čisto soliden kompromis, ne vem, tam tek do recimo 6-7 ur. In to se lahko spremeni potem tudi kakšno avanturo. Ne vem, mislim, da lani sem naredil pred tekmami, predlani, ko sem se pripravil na tekme najdaljše, spravi razdrpan Karan po trasi Plenenske transverzale. Mislim, da je naredil kakih 7 ur in pol, kaj takega. Ampak se pravi, čisto odvisno, te pa specifika, vsak mora samo ugotoviti. Tako da ne bom zdaj pač nekaj podučeval. Pač to je zame delovalo in ja, pač je vredno poskusiti. A je bil ta poskus, ki praviš, oziroma to po SPP-ju takrat, ko si spremljal Zupančiča na njegovem poskusu rekordnega, to je bilo posebej? Ne, to je bilo čisto posebej. Pač takrat, ko je Marjan to podiral, takrat pač je bilo vse podrejeno njemu. Mislim, da tudi pač ostali tekači, ki so ga spremljali, so se tega zavedali, pač takrat je prioriteta jasno pomagati Marjanu pri njegovem dosežku. In to je to. Šlo za čisto ločeno stvar. No, in če je Marjan lastnik rekorda na glavni, najbolj popularni slovenski obhodnici, to je SPP-ju, si pa ti odnesel FKT na drugi, mogoče malo manj znani, pa vsem zahtevni E6 je evropska pešpot se pravi od tebe iz morja proti Radljam ob Dravi, proti mejnemu prehodu. To je slabih 400 km in tega si se ti pred leti lotil, zdaj vem, da ga opraviš v rekordnem času in to ti je tudi uspelo. Lahko malo rišeš recimo ta tvoj projekt takrat. Tako je, v bistvu. Zamislil sem si, pravzaprav iskal sem neko, ki ni bilo tako dolga in zahtevna, predvsem tehnično kot SPP, ampak da bo vseeno pač mi predstavljala nek izziv. In pač sem poskušal zbrati čim več informacij. Moram reči, da je pač ena pripomba, da še danes te pogrešal pač neko GPX sled trase, da so tudi označbe precej slabe, tako da je mogoče ena graja ali pa mogoče spodbuda odgovornim, da se tle zadeve malo uredijo. No pač mi je padla v oči ta evropska pešpot, pač jih poznamo več, ampak ta se mi zdela sploh zanimiva, ker se pač konča, oziroma v mojem primeru sem se odločil jo teči v nasprotno smer, pravi začne na morju, točno je v Strunjanu. In ja, potem se je bilo treba pač še logistično se zmeniti, dobiti v support, pač potekačeno, pa predvsem pač te spremljevalce, kar potem se moram zahvaliti Venčeslav Japelj, Marko Vidmar, ona dva sta me pač se razdelila vlogi, sta me spremljala 4 dni in pol, tako da kapo dol še enkrat. In ja, in spet sem v bistvu tako kot na tekmah pač poskušal z enim takim z malo norosti pomešati tudi previdnost in se poskušal ne čist do konca zgarati. Tako da mislim, da na koncu mi je uspel vseeno en tak soliden dosežek. Mislim, da je 4 dni in 11 ur, nekaj takega za 400 km, tako da. Bodo imeli bodoči naskakovalci tega rekorda kar nekaj dela, ne? Da bi ta rekord porušili. No, jaz sem gledal tisti filmček, mislim, da ga je Japelj objavil, ker si 4. dan raven tako svež in poskočen kot 1. dan tvoj tekaški korak pa tehnika. Jaz sem pričakoval, da boš vsaj malo polomljen, pa da boš vsaj malo se vlekel, ampak nič ni izgledalo je to kot običajni dan, ko gre Mitja malo poteč, pa se je spustil tam še zadnjih 50 km, res fantastično, no, to je
Zidalo, da si se skoraj igra, jaz sem mislil, da boš na Koroškem že obrnil, pa tekel nazaj, ker koncev. Pa nisem imel časa, si mogel iti na šiht. Še en projekt, ki si ga tudi začel na domačem pragu, ne? Če večina teh slovenskih ultrašov se v lepem, rekel, jasnem vremenu ozira proti Triglavu, pa reče, to bomo pa mi naredili iz Prešernovega trga in to naredijo tisto 100. Si ti rekel, kdo bi se pa vozil v Ljubljano za to, ne? Cel kup, to je cel kup ene logistike, jaz bom šel pa kar iz Izole in to si tudi naredil, drži. Ja, tako je. In kot sem omenil, pa zanimivo, no, ko pridete poleti na morje, se Triglava res ne vidi, ampak po zimi, ko je jasno nebo, pa je direkt tam pred očmi. Ja, in pač, ko sem enkrat začel te ultra teče, pravzaprav moram reči, da sem kar nekaj let razmišljal, da bi bilo tako zanimivo nekako povezati. No in potem so se pač, mislim, da 2018 so se zadeve tudi poklopile, tako časovno, kot pač je tudi zdravje in vse ostalo služilo. In pač je, no ja, tudi je bila zanimiva kombinacija, ker v bistvu pač je bil čist moj izziv, na nobenega nisem bil vezan, sem se v bistvu tudi traso čist sam splaniral, kot bom šel. In ja, mislim, je znesel v bistvu potem še več kilometrov, kot sem mislil, no. Čeprav ne bi bila to pač najkrajša možna trasa, tako da mislim, da je 180 kilometrov z morja do vrha. In to ne pozabimo, izvoli. Treba priti še za jaževega stolpa do avta. No, ja, to so kilometri, ki jih pa nihče ne šteje takrat. Ne? Ampak vseeno velja povedati in poudariti, pred projektom si rekel, 48 ur imam dovolj, tisti, ki bi te čakal v nedeljo, bi bil prepozen, ker si prišel v 32 urah na vrh, ker si potem rekel, ena noč je bila dosta, ne? Pa sem malo puhtel. Res odlično, čeprav na koncu vendarle si mogel vsaj malo trpeti. Ja. Ja, to je res, ampak kot rečeno, ja, pač vzameš v zakup tisto trpljenje, je pa res, da ko pač razglasiš oziroma ko te pač vprašajo, kakšen cilj imaš, nekaj moraš izustiti. Ne? Tako da sem rekel, 48 ur, to je pa že dovolj zihar. Je pa, ja, pač, pa to zanimivo, recimo iz bližnjega Ankarana, vsako leto mislim, da so veterani vojne za Slovenijo iz Ankaranske vojašnice štartajo na pohod. No, tudi to je bila dodatna motivacija, pač so rekli, mislim, da hodijo cel teden, kako sem rekel, da se pa, ja, ja, tudi ne mislim, se vse poklopilo. Potem pa sem rekel, ko sem zmogel prvi dan in prvo noč, sem rekel, zdaj pa se ne ustavim več, zdaj pa sam do cilja in tako kot si rekel, ne bom pač še ene noči preživel pod milim nebom. Pa še bi pol spati na toplem. Ja. Tako, ja. Ne vojaki cel teden spijo po šotorih, mi smo, nam pa ni treba, ja. Mi smo malo bolj komod, ja. Branilci domovine se morajo pouriti en teden na tej trasi. Zdaj, če posluša to kakšen pripadnik Slovenske vojske, bo sigurno povedal v generalnem štabu, da en teden dopusta za to, da fantje pridejo z Izole na Triglav, čist preveč, da ste en let bojo imeli že 4 dni. Mitja Volčanšek bo pa kriv za to, ne. Kje sem se. Ena stvar, ki si jo štepaš vsak let, da niš en tak nor projekt, tudi lani si ga, na tega me je pa pozoril zadnjič drug kolega Andrej, ki ga tudi poznaš, Leza Sanastoržič, pa me je on mi je zdaj nargal že nekaj časa, je rekel, dej, moraš Mitja čim prej, jaz sem rekel, Volčanšek pride na vrsto, ne, zdaj le bo naredil Julijano v drugem poskusu, pa se o tem pomela, rekel, ne, pusti, da je to, ne, Volčanška dob, on ima hude zgodbe, pa vpraš ga eno stvar, ne, zakaj kot zagrizen primorec, ne, tam dol pozna čisto vsako kozo stezico, ne, gre pa delati Everest in Kopohograjce, ne, in jaz pogledam Hudirja na Stravi in res, ne, Mitja Volčanšek je lezel cel dan na Lawrence
in opravil tam tistih 9000 višincev. Kako to? To v bistvu mi je kolega Matej, no, zdaj že bivši sodelavec, tudi odlisen tekač, pač je omenjal, da je ta vzpon, mislim, oziroma pač ta hrib, da bi bil pa kot narejen za tole. Meni pa se je tudi luštalo nekaj novega. Pač pred tem, zdaj sem pozabil, minilo že kar nekaj let, sem skoraj 12 ur lazil gor in dol na Slavnik. In takrat sem si rekel, častna beseda, da se zaradi tega kruha največ pojem, ampak še enkrat tega ne bom ponavljal. Bom izbral drug teren. Potem sem gotovil, da je v bistvu veliko hujši, ker v bistvu veliko več kamnov in grši spusti. Ampak vseeno pač, ko sem nekaj začel, ni poti nazaj. In predvsem pa zdaj mogoče ne bi preveč menjala tega v podrobnostih, pač v začetku lanskega leta sem dal skozi eno hudo bolezen. K sreči pač se vse popravilo, je vse spet v normali, brez vsakršnih dolgotrajnih posledic. Ampak to mi je bila res taka motivacija, da se brcnem v rit, da se spet spravim čim prej na stare tirnice. Takrat mi je zdravnica rekla, 6 mesecev brez športa. V najboljšem primeru pač kakšni sprehodi. In 3 mesece potisnem sem pa že Everestnik dal skozi. Sicer mukoma, sem vmes tudi bruhal, se slabo počutil, verjetno šel precej počasneje, kot bi lahko, ampak je bilo predvsem dokaz samo v sebi, da zmorem. Da si se veličastno vrnil nazaj na sceno, res. Jaz sem še malce za statistiko gledati, da sem šel skljub vsemu, kar si zdaj le povedal. Jih je malo, mislim, da ki bi ti tam parirali, mislim, da si šel 20krat, 21krat na hrib. Zdaj mi povej, jaz si predstavljam, recimo, če bi šel kaj tazga delati, neko trail dirko, ker to moš narediti, pa prideti nekam na cilj, pa se ti pokrajina spreminja, pa če lezeš po ti cilju počasi, ampak gledaš, tukaj pa drgneš eni in isti hrib, ene in iste kamne, uro za uro, ne, in se ti, kaj narediš, mislim, pričakujem, da je, mislim, da tukaj psiha mora biti pa še toliko močnejša, da ti ne rečeš nekaj vmes za božjo voljo, kaj ti tega treba človeka, ne. Kako se tam prepričaš, ko ti nič več itak ni jasno, a si šel 15krat, 16krat, zdaj moram pa še enkrat iti, pa točen veš, zdaj že vse, koliko ti gre, koliko je to nagravžen. To je recimo intervali v klanec, to je recimo moče najtežja stvar, ki jo moraš delati, če hočeš dobiti moč in hitrost. In samo odštevaš in to je neskončno. Tukaj pa to delaš dan, uro in uro, cel dan. Kako se prepričaš vmes, da je vredno? Ja, po moje je, kljub temu, da je pač drugačne vrste izziv, podobno kot na ultratekmi. Kaj nekako izklopiš. Zdaj sem že pozabil, da je to primerjal. Gre nekako za to, prevzameš to zenovsko filozofijo. Se pravi, res odklopiš vse in si samo tukaj in zdaj. Leva noga, desna noga, leva noga, desna noga. In v bistvu izprazniš glavo. Težko opišem, pač to moraš že stanje, ki ga moraš doživeti. Ampak nekako popadeš to noter, si pač v eni taki coni in preprosto, ko ti uspe noter past, potem uspevajo tudi takšne stvari. No, sej potem itak ni bilo presenečenje, ko preberem pa letos, Mitja gre Julijana trail, seveda, sploh nisem pomislil, da bo Mitja šel Julijana trail več kot v eni etapi, jaz da bo šel v eni, pa Zupančiča si dobil za support. Dobro si bil na poti, potem pa vreme jo je zagodilo, kaj je bilo? Ja, v bistvu se po svojem, to je bila težka odločitev v bistvu, ampak tako, cilj sem imel pač priti v 2 dneh, pač od ure do oziroma 48 ur. Problem je v tem, ker si nisem splaniral pravega dopusta po tistem in sem imel še druge obveznosti, tako da v bistvu je bilo v skrajni sili, sem tako
sem moral priti domov v nedeljo, štartal pa sem v petek zjutraj, oziroma dopoldne. In preprosto je, ne vem, eno silovito neurje, ki je trajalo več ur, pač na Kobariškem, mi je takrat ustavilo se in pač preprosto je preprosta računica glede na stanje, kakršno sem bil, koliko kilometrov je bilo še za mano, da bi pač bilo to eno hudo garanje in vprašanje, če bi sploh v nedeljo pač do konca dneva prišel na cilj, tako da je sicer s težkim srcem, ampak sem raje sprejel, da pač to je zaenkrat, pač to poglavje se zaključi in kdo ve, mogoče ob pravem času, če se bo vse poklopilo, pa gremo še enkrat. Vsaj progo zdaj poznam. Zelo poznaš, če nam dal tako hudega deadlina, se ga zdaj dal, pa bo zadeva nedvomno stekla, pa ponavadi je tako kot v vseh ameriških filmih, najprej moraš prst, da je naslednjič pa izmaga toliko slajša, potem naslednjič te bomo bolj podrobno spremljali, pa navijali zate, če boš povedal, kdaj seveda greš, kar zdaj seveda ne boš, ne boš še tega prešala si dal na sebe. Amerika, nujno mora iti v Ameriko, navdušeno sem seveda prebral, da si bil prvi človek, prvi Slovenec v Leadvillu, Leadville je eden od glavnih 100-milskih ultratrailov na svetu, takoj za Western States, mogoče še bolj enih pogledih razvpit. Ti si bil tam zdaj že koliko let nazaj? 2016. 5 let nazaj. Kako si se sploh odločil, da greš v Leadville, recimo, ne pa recimo Western States? Ja, to je zelo preprosto, pač loterija ali ne loterija. Okay. Zdaj skoraj ne mogoče priti. Zdaj pa pač se ti pogoji se zaostrujejo povsod. Je pa pač takrat za Leadville še ni bilo te omejitve, se pravi first come, first serve. Pa si se pač kar urno prijavil in sem rekel, zdaj je to. Zdaj pa bo treba na višinske priprave. Pa nekako se v bistvu, potem sem precej razmišljal o svoji odločitvi, ker je bilo pač izredno težko natrenirati to višino. Cel čas pač tistih 20 plus ur hlastaš za zrakom, na noben način se ne moreš navaditi in je res ena velika prepreka potem za rezultat. Ampak zaradi tega mislim pa tudi toliko večji izziv in rekel, toliko slajše, ko potem prideš v cilj. Ja, velja povedati, da je ta dirka praktično skoraj večino časa na 3000 nadmorske višine, mislim, da so najvišji PS je na 3800 ali na nekaj tasga. Okrog 3800 s tem, da je v bistvu najnižja točka je pa na višini Triglava. Super. Pa se po Sloveniji pripravi na tako stvar. Ja, hudiča. Mislim, že 10 dni v Dolomitih, sem na 2000 metrih spal. Nekaj je bilo, pa sem mislil, zdaj pa primeraj. Meni se zdi, da 4 dni sploh nisem mogel priti do zraka, prvi 4 dni. Potem pa se nekako poklopilo, mislim, da dan pred dirko sem pa začel, se rekel, zdaj pa pri hoji pa lahko dihtam. Bravo. Pač to upanje, da boš preživel. Noro si tudi upravil z dirko, mislim, da si prišel med prvih 25, kar je fantastičen dosežek, upravil si vse skupaj v 22 urah za glavni buckle, glavno tole, ko se reče pasno zaponko, zlato, mislim, da bi zlato, imaš pod 25, 30 je pa tako limit. Ti si naredil to v 12 urah, kar je noro, mislim, fantastično. To si bil koj za prvimi praktično. Ja, res. Kot rečeno, pa se tudi pač vse poklopilo in ja, je bilo težko pač v zadnjih 40 km, pa je tudi treba poudariti, pač Američani so navajeni, oni imajo zajčke, pacemakerje. Jaz sem bil pač brez, poleg tega, da sem moral pač tudi neobvezne opreme, jaz sem pa pač iz previdnosti, sem vse nosil s sabo, sem imel tako ogromne ruksake, da že nisem videl kam z njim.
In to so potem pa ti čari, bi rekel, in ta presenečenja na takšnih potovanjih ali pa pustolovščinah. Potem pa se je zgodilo, kaj je bilo še dober maraton do cilja, se je že mračilo. In je bil pač ta fant iz Kalifornije, ki je pa ostal brez tekača. Je bil Aha. pripravljen pod Gracea. Pa so me vprašali, ne, če potrebujem zajčka. Potem pa pač me on spremljal, potem mislim, da se mu je dalo, potem sem bil že res pes počasen tiste zadnje ure. In mislim, so še zdaj na zvezi, pa ne Prav. vem, niti kasneje sem ga obiskal v Santa Barbari, tako da Super. kdo bi vedel, ne? Se rodijo pač take zgodbe, ko najmanj pričakuješ. Super. No, ampak je pa ena stvar, a ne, mogoče primerjava ameriške 100-milske ali pa evropske, a ne. Saj tisti Američani, ki pridejo sem, pravijo, da v visokogorje tle pa ne bodo hodili. Tam je visoka nadmorska višina, ampak višincev samih naklepaš pa med dirko precej manj, ne vem. Mislim, da sta Western States in Led je dosti podobna z nekimi 5000 višinci, ena podobna daljinska dirka, ne, UTMB, jih ima pa dvakrat toliko, ne. Zato so tiste dirke, rekel, a so bolj tekaške, ti si jo izkusil, no, a se da več teči kot recimo na evropskih stezah? Definitivno, se pravi, kot sem menil, glavni omejitveni faktor je pač višina, na katero pač moraš biti natreniran oziroma moraš imeti neke v bistvu že genetske predispozicije, sicer pa ne samo, da je manj višincev, to je pa pač zanimivo, mi nismo navajeni, ampak tisti traili pač v ZDA so za nas, sploh za Slovence se mi zdi, so kot avtoceste. So res izredno lepi, neproblematični, redko kje, da res naletiš na kakšne tehnične odseke, tako da ja, je drug način teka pač, ampak bo rekel priporočam, pač je neka druga izkušnja, mislim, zaradi tega nič manj lepa, ampak pač ja, je drug svet in čisto drug teren. No, Američani so znani po tem, da pretiravajo v vseh pogledih. Večkrat pravijo, najtežja ultra dirka na svetu, pa pride tja Kilian Jornet, pa reče, kje pa je kakšna skala, ne? Ker jaz sem na trailih navajen skalc, ne pa pač lepih singles, ne, po katerih se da laufati 4:0 za kilometer, ampak ja, no, mogoče še ena stvar v Leadvillu, sem se zdaj le spomnil, ko si govoril, je tam še kakšen spomin na Tarahumare, ki so v 90-ih tja prišli na prve dirke ven iz kanjonov in pač tudi zaznamovali to Born to Run knjigo, ali je to pač bolj ne folklora, ki je že pozabljena? Ja, jaz sam nisem zdaj opazil, tudi se mi zdi, da pač redno prihajajo, očitno ima pač nekega menedžerja, ki pač iz vohov in še zmeraj pridejo, ni pa zdaj to, da bi bilo še zmeraj, mislim, pač je velika dirka, ni pa tako spromovirana, ni pač tak velik show biznis, no. Še zmeraj so tam v glavnem pač ljudje, ki pridejo, mislim, pač tekači, njihove družine, tako da je celotno vzdušje tako zelo družinsko, no. Tudi ta glavni šef, ne vem, je ta Ken. Klubara, kaj, ja. Ja, pa pride, pač ima motivacijski govor, potem pa z ženo pa čakata vsakega, ki pride v cilj. Mislim, čisto, kot sem rekel. Družinski biznis, ja. Oziroma, pač z neke razdalje se ti to zdijo kot ne vem, epski tek, ampak dejansko je vzdušje pa čisto. Takšno, kot da bi bil v družinskem krogu. No, ti si se v Ameriko pa če zdaj spet vrnil v Utah, a ne, si šel še eno 100-milsko, jaz sem že sam na hitro pobral fotke in slam, če kaj znajo fotke delati, no, zdaj ti poveja res tako lepo, kad tisti fotke, jaz sem tisto gledal, pa tista jezera tam, pa tiste borove gozdove, ima za dol pes, no, tam bi pa res laufal, no, kako je bilo, povej mi, kje si to sploh najdel? Ja, to svet pa sem ugotovil v bistvu, spravi z Marjanom Zupančičem, Majo Peterko že omenjeno in Bojnom Brožičem smo bili v Ameriki že pred Leadvillom. Potem pač še Leadvill, nekako sem ugotovil, da pač ta zahod ZDA z nacionalnimi parki je nekako najlepša destinacija, top shit, če hočeš tako pač turizem, tek.
in sem nekako na tistem območju iskal kakšne primerne tekme. In no, vse si zadev v bistvu, razredi so res fenomenalni. Brez pohvale, mislim, je tekma, kot se šika, vsa narava. Predvsem je razlika, sem to pozabil tudi, pri Leadvillu mogoče ne toliko, ker v bistvu se po isti trasi, pač 50 mil v eno smer, 50 v drugo, si nekako še na varnem, pa en del poteka po cesti, spravi, še ni take panike. Zdaj pa dejansko si za razliko od evropskih ultratekov si za zelo dolga obdobja in veliko kilometrov popolnoma odrezan. Si dejansko to, kar pravijo, je wilderness. Si čisto divjini in potem razmišljaš, ali te bo, ali bo se rečel medveda, pumo, ali pa še kaj hujšega. Tako da je ta vidik v bistvu avanture prisoten in mislim, za tiste, ki jim diši, lahko priporočam. No, na vsak način bom zdaj marsikoga, ki bo sprašal, kako je tam onkraj luže naslovil nate, da te popraša, kako je recimo pri nas, imaš kakšnega jeznega kmeta z vilami, tam imaš pa kakšno pumo, kakšna je razlika, ne? Pa kako hitro lahko tam zbežiš napram temu v Sloveniji. Sigurno imaš na bucket listi zdaj, ko si že ne videl toliko sveta, pa videl še toliko stvari, ki jih moraš odteči, kakšne nore dirke, ki jih bi želel teči, pa bi jih razkril recimo javnosti. Želje so v vsakem primeru. Zdaj pa pač zaradi te situacije, mislim, pač celotnega dogajanja, ki nas je presnetil zdaj zadnje leto in pol, pač ni najbolj smiselno planirati preveč vnaprej. Dejstvo je, pač konec septembra odhajam v Italijo, pač bom spet malo združil, malo počitnic, pa me kakšen dober vinček, pa en 100-milski tek, če kaj je. Ko je pač po slikah sodeč, zgleda prav lep, hitra terasa, tako da in no, zakaj sem omenil, ne samo zaradi tega, da se pohvalim, je tudi kvalifikacijska dirka za Western States. To. Vsaj bojo pogoji za sodelovanje na loteriji. Potem bomo pa videli. Western States, ta razvpita dirka, ja, noče ti rata, joj. Res ti privoščim, da ti rata, no, ker pa, ko priješ z Western States, se bo svet kole dobla, pa boš vse povedal v detajl, ne, kako to tam zgleda, ne. Zato, ker ostali tak ne bomo mogli tja prideti, ampak nas bo pa zanimalo. Super sogovornik Mitja Volčanšek, spoštovani z mano, ena urca je šla takole, če tečete po kakšnih tehničnih spustih zdajle, glejte predse, ne, poslušajte pa Mitja. Ne. Ima tak, bom rekel, pomirjujoč glas z karizmo, ne, ki vam jo zdajle pošilja na vse tiste potke, kjer se podite, po vseh tistih hribih, kjer se dajete, nabirate tistih 4000 višincev na teden, no se ne, hecam se, ni vam treba toliko. Povej mi, Mitja, ultrascena je vsaj, kar je meni znano, pa kar sem bil, vsaj majčken del nje, še bolj povezana kot rekreativno tekaška. Ne? Ali zato, ker je pač tam samo ultraš razume drugega ultraša in se zaradi tega lažje poveže v neko svoje pleme, ker tam se delajo trajna prijateljstva, dolgotrajna in tako naprej, ne, različni ljudje, vse v teku isto, ampak v teku je vendarle malo bolj, bom rekel, ne rekel površinsko, ampak zadeve niso tako napete. Tam pa lahko s človekom preživiš, kot se rekel, ure in ure, celo dneve in dneve, ne? To je čisto druga izkušnja. Ne? In najbrž si na ta način ustvaril neko, bom rekel, svojo dodatno alternativno družino. Ja, prav gotovo. No, kot sem omenil prej, pač Ljudstvo tekačev, ta vsem nam znana knjiga in tudi pač portal kolega Venčeslava. Jaz prav to čutim, no. Tudi če se ne poznamo, ali pa no, če zdaj večinoma se pač v tej skupnosti ultrašev vsi tako ali drugače poznamo, ampak ja, mislim, da nekaj take pač
močne izkušnje, sploh pa, če orang trpiš zraven in to deliš z nekom, to ti zagotovo poveže in to stane pač neka taka trajna vez. Pa kot rečeno, tudi če se ne poznaš, jaz imam ves čas tak občutek, noter teh pač smo vsi, če ne družina, pa vsak pleme. Pač tako plemen, ne vem, čudakov, ali kako bi pač to, boš težko drugim pojasnil, zakaj gre, ne pač najbolj buto vprašanje, pa še zmeraj doživljam, pač zakaj pa tečeš, oziroma zakaj tečeš takšne razdalje. Tega se ne da opisati, to moraš doživeti in ko ti zasvoji, pač sam boš vedel, zakaj, pa ne boš mogel nehati. Tako da mislim, pač taki ljudje se, kot rečeno, tudi če se ne poznaš, pač se nekako konektaš. No. Bravo. Lepo povedano. Ali ultraši, tekači na dolge proge tečejo ultra razdalje tudi zato, da se nekako povežejo s svojimi predniki, ki so vendarle, ko so prej imela Tara Humare, ko so vprašali, so šli v kanjone, mrskašen novinar, vprašal Tara Humare, kako trenirajo, pa so ga debelo gledali, ker so rekli, mi ne treniramo, mi pač potujemo z kraja v kraj, pa imamo 2-krat na letos festival, ker se ga napijemo, pol laufamo, 24 ur, to nam je zabavno in to je to. Ne? In noben mi ni bilo jasno, zakaj pa vi trenirate in pol ugotavljamo, mogoče pa tečemo zato, ker rabimo, rekel, ali malo meditacija, tudi malo trpljenja, ker je pivo pol čisto drugačno, kot če ne greš teč, ker je tek čez noč čisto drugačen, je končni vzhod, če pretečeš noč čisto drugačen, kot če jo preležiš. Kaj bi ti rekel? Ja, se vsekakor strinjam. Spet ne bom govoril generalno zdaj, pa soli v pameti in govoril na mesto drugih. Zame to definitivno mislim, da je skoraj pač ena taka potreba, skoraj kot da bi dihal zrak, tudi zaradi pač narave, življenja v mestu, narave svojega dela, pač to je res tako odklop. No, mislim, da pač spet človek začuti svoje telo, istočasno, ne vem, vsi problemi, vse skrbi spuhtijo, tako da je res kot en tak balzam ali pa eno tako univerzalno zdravilo. Jaz sem zmeraj trdil, da tečem maratone zaradi tega, da poiščem ponižnost vsakeč znova, ne? Da brzdam svoj ego, da me tako boli, da si moram priznati, da nisem vse mogoče. Ne? Ali pa drugače, Emil Zátopek je rekel, če hočeš pač doživeti življenje, pet laufati maraton, ampak kaj bi pa rekel za ultramaratona, ne? Če že maraton rečemo, vse to, kar sva rekla, je potem ultramaraton dejansko razsvetljenje, ne vem, katarza, totalna. Ja, če že ni, vse moramo stremeti k temu. Mogoče bo zvenelo malo naivno, ampak ja, pač je toliko slabih stvari na svetu, da pač, če sam laufaš, ne vem, zato da zabiješ čas, kaj, zdaj mi je prišlo, kar zdaj, mogoče bom malo preveč za filozofiral, modroval, ne vem, ampak mogoče pa ta tek na dolge proge tudi ten način, ne vem, da se pokonektamo z drugimi, z zemljo, z vesoljem, če hočeš, da smo bolj ponižni in da vem, da postanemo boljši, morda, ne vem. Da postanemo boljši ljudje, Mitja, ne bom te spraševal še, koliko kalorij dnevno zaužiješ. Zelo malo ljudi poznam, ki bi se z ultratekom ukvarjali za to, da bi se zredili. Ponavadi je ravno obratno problem, da je težko spraviti vase toliko kalorij, kot jih posebej na teh daljših zadevah pokuriš. Tle imaš mogoče kakšne svoje trike, najbrž nisi zbirčen, tako bom rekel. Zagotovo nisem zbirčen. Je pa res, mislim, to je, ja, lahko priporočam vsakemu, ki bi želel skušati. To ni namen. Pač, telo se tudi adaptira, mislim, jaz moram reči, da z velikim užitkom pač zaužijam ogromne količine hrane, kalorij. Trudim se, ampak nekako mi ne rata, da bi se zredil. No.
Za konec, Vitja, se navdihuješ za svoj tek ali pa nasploh pri kakšnih drugih tekaških personah, osebnostih ali pa mogoče pri literalnih likih ali pa mogoče celo pri filmskih junakih. Imaš koga, tako tekaškega idola ali po katerem se ozreš, kdaj pa se navdihuješ? No, zdaj težko rečem. Po eni strani bi rekel, vsak mora biti sam svoj junak in poskušati pač premikati svoje meje na ta način. Če pa si že omenil, ko sem na tistem Valamarju se odločil za tisto potezo, potegnil in se rekel, bo kar bo, pa tudi, če bom potem pač odstopil, ne vem kaj, pač dajmo pokazati nekaj poguma in to, takrat sem razmišljal, sem malo pritisnil, sem bral knjigo o Zatopeku in se rekel, tako bi Emil laufal in tako bom poskušal tudi jaz. Tako da, če bi koga izpostavil, mogoče njega, ja. Emil Zatopek je izvrsten role model, ali pa kakorkoli že, jaz sem tudi prebral ti špeh, Today is good day to die, ali nekaj tazga. Fantastična knjiga, vsem priporočam. Res tak dober pogled v življenje in delo velikana, z vsemi njegovimi slabostmi, verjetno vsi smo tudi krvavi pod kožo in to lepo tudi Zatopek pokazal. Mitja, fantastičen pogovor je bil tole. Vem, da moraš iti naprej po obveznostih. Ampak čisto za konc, nadel sem si prav majico Istrskega maratona, ker vem, da si ambasador, čeprav nisi cestar več, ampak najbrž si ga kdaj odtekel. Si ga kdaj odtekel? Sem odtekel večkrat, ampak polovičko. Polovičko. Ne bo odpuščeno. Istrski maraton je vsako leto prišel v istem terminu kot 100 mil Istre. Tako da sem se z veseljem udeležil, ker so domače ceste, vzdušje fantastično. Sem se pa moral vsakič odločiti za polovičko, ker sem bil ponavadi že zjahan od prejšnjega. Ampak sem vedno opravil svojo dolžnost. Tako da, ja, jaz upam, da se v kratkem pač vrne v normalni obliki. Letos so organizirali virtualno. Pa me ne plačujejo. Narobe mislijo. Res lepi kraji, se doživi pač slovensko obalo na en malo drugačen način, tako da ja, vabljeni na morje in če hočete zaviti, pač tudi z ceste je zelo veliko lepih stezic. No, če si že omenil stezice, še nekje si ambasador, namreč letos je lani odpadel zaradi korone, bržkone prvi Obala trail, tudi tam si zraven, po tem dosti podobnem krogu, ker ti treniraš, drži? Tako je Renato Lovišček organiziral, v bistvu mi, da se niso prepoznala, je pravzaprav me kontaktiral zaradi očitno mojih tekaških dosežkov in res je uspel povezati ene take zelo lepe točke. Pa še to bo v bistvu v pravem terminu, ko v bistvu ne bo prevroče, ker to območje nad in okoli Kraškega roba brez vodnih virov ga ne priporočam za zdaj, tako da počakajte mogoče vsaj do jeseni. Drugače pa krasni tereni, zelo raznoliki, tekaški, tehnični, nikdar ni po mojem za vsak okus. Potem pa imate še morje. Odlična kombinacija. Torej, vabljeni na morje, ne samo namakati se, najprej narediti trail krog. Jaz vam to stvar na to-do listi že od lanskega leta, res ga vam, potegnil sem si dol, mislim, da celo pri tebi na Stravi tisti GPX, in me čaka tam, da upravim tistih 32, sem rekel, to je krog, ki bo zame ravno dovolj, za Mitja je to recimo za ene 3-krat, samo enkrat ne bo tega delo. Mitja, obveznosti te kličejo, vem, hvala ti za tvoj dragoceni čas, za super pogovor, res hvala, da si se tako hitro odzval. Jaz ti želim, se pravi, veliko kilometrov, nič poškodb, jasno, čudovite dosežke, pa seveda uspešen žreb za Western States. No, hvala. Mitja, lepo se mej, pozdrav na Obalo, srečno. Hvala, adijo.